Pristajam na ugotovitev, da je star le tisti, ki se neha učiti. Všeč mi je pa tudi prej vaša misel. Aristotel je rekel, da nekako vsi ljudje naravno težijo k znanju. Jaz imam občutek, da pri nas nekdo je umetno posegel. To naravno težnjo po učenju. Sploh zato, če malo pogledamo, jaz sem nekak leta 92 prišel v Slovenijo iz Bosne. Prej se vanja začela, mlada sta bila ločena, sem bil majhen, en let star, oče prišel v Slovenijo, sem tle poročil Slovenko in je tle me ožgal in potem, ker pač preden je bila vojna, je mami rekla, prej ti, kot če je to v Slovenijo. Jaz sem prišel sem v 5. razred in sem se mogel vse naučiti. Zame je bilo vse novo. Nov je bil jezik, nova je bila pisava, jaz sem bil v Bosni 4 leta cirilico in lahko si mislim, tega predmet, ki bo zame najtežji potem v 5. razredu, angleščina. Angleščina, ker jaz sem mogel iz bosanščine v slovenščino, pa še v angleščino. Imel sem težave tudi s slovenščino, predvsem na začetku, take osnovne stvari, recimo dokončaj stavek. Mojca je brala, pa je bila pa črtica. Jaz sem pač napisal jabolke, ne knjigo. S tem sem jo vzpravil. Ampak nekako sem pol jaz tudi ta 5. razred naredil in pol me niso spustili v 6. Čeprav sem naredil. Zakaj me niso spustili? Zato, ker nisem imel državljanstva. In v enem letu se že toliko beguncev nabralo v Sloveniji, da so imeli begunci v Kamniku že svojo šolo. In so rekli, da če te pa ti pa z begunci naprej. Potem sem pa res trudil, da bi pač jaz nekako dobil to državljanstvo. Zdaj namreč, zdaj je koliko, 20 let od tega evropskega državljanstva. In tudi nekako je bilo to tako, da pač 2 dni, preden se je pričel pol 6. razreda, ker bi jaz mogel iti to v šolo za begunce, je šel moj poter na občino, nesel 800 mark in je samo takrat naprej Sloveniji. Slovenska nacionalna komisija pri UNESCO je že vrsto let zelo aktivna. Zato smo bili zelo veseli vaše prošnje, da prevzamemo častno pokroviteljstvo nad tednom vseživljenjskega učenja v Sloveniji. Na naši prvi seji izvršnega odbora januarja letos smo to z veseljem sprejeli in to kar za 2 leti, za letos in še za naslednje leto. Mi zares verjamemo v ta projekt, predvsem pa verjamemo vse vas, ki v njem sodelujete. V imenu častnega pokrovitelja vam čestitam po opravljenem delu, posebej še nagrajencem. Želim veliko uspeha ne le v tem tednu, ko se bodo poleg znanih prireditev odvijale tudi nove, takšne, kot je recimo Parada učenja. Želim vam veliko uspeha vse tja do leta 2014, ko se verjetno znova snide. Se pravi, kot znak usikajoče moške energije, pa zdaj še predstavnik države. Zagotovo tudi dogodki, kot je ta, prispevajo k temu, da Slovenija z doseženim kazalnikom, ki se mu učeno reče stopnja vključenosti odraslih starih od 25 do 64 let v vseživljenjskem učenju, zaseda zavidljivo visoko mesto med državami Evropske unije. Vsaj slednje dokazuje, da smo v precejšnji meri zavezani učenju na različnih ravneh in oblikah. Od formalnega do neformalnega izobraževanja in usposabljanja, vse do priložnostnega učenja. Hkrati se zavedamo, da na vseh teh področjih obstaja še mnogo izzivov, ki smo jih zapisali v nastajajočo resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje od leta 2013 do 2020. V uresničevanju slogana tedna vseživljenjskega učenja Slovenija učeče se dežela bo letos prispevala tudi Parada učenja, ki je nekakšna nadgradnja projekta tedna vseživljenjskega učenja in bo v 7 krajih promovirala primere dobre prakse. Tudi na ta način se Slovenija odziva na prizadevanja Evropske komisije, ki je konec leta 2011 sprejela prenovljeni Evropski program za učenje odraslih za obdobje od 2012 do 2014. Za njegovo uresničevanje je Evropska komisija države članice zaprosila za imenovanje nacionalnih koordinatorjev. V Sloveniji smo nalogo zaupali Andragoškemu centru Slovenije s promoviranjem primerov dobre prakse, ki jih je v izobraževanju odraslih veliko. Z veseljem ugotavljam, da nismo storili napake in da svojo nalogo izvrstno upravljajo.
Odprta vrata prizorišč po vsej državi ter zgledi uspešnih učečih se posameznikov, skupin in podjetij privabljajo vse, ki se zavedajo pomena znanja in si zanj vse življenje prizadevajo. Prireditev opogumlja in morda ponudi kakšno rešitev tudi posameznikom, ki so zgodaj opustili šolanje. Tistim, ki morda niso dosegli želene ravni izobrazbe ali nimajo dovolj temeljnih ali poklicnih kompetenc, zaradi česar jih sedanja ekonomska kriza in morebitna izguba zaposlitve še posebej pestita. V tednu vseživljenjskega učenja lahko najdejo vsebine in priložnosti tudi vsi, ki so delovno aktivno obdobje že zaključili, a si želijo z učenjem zagotoviti kakovostno in dejavno stanje. Z veseljem lahko ugotavljamo, da se prav na tem področju vse pogosteje v procesih učenja vzpostavlja medgeneracijsko sodelovanje, tako da prihaja do predajanja znanja in veščin med generacijami. Pravi, prej mi je bila zelo všeč misel, da moška kaj energija. Vse ni čuden, dan je le koliko enih žensk, normalno, da je čisto izčrpan človek. 20 jih je in pol je to tako. Ravno ploskati, se sam to omenil, ne ploskati, če moški usihamo. Za spodbudo. To ni za ploskati. Tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non ti piace. Tutti amo, c'è il mito, fino a 100 non si viene. Fajn je tudi recimo Evropska unija, ker imamo skupen denar. Fajn je, ker imamo skupen denar, ker veste zdaj, ker vedno, ko si nekam potoval, ko si nekam šel, recimo si mogel denar merati. Zdaj imaš lepo evra in jaz recimo, ko grem v Bosno, jaz grem kar z evri. Plačuješ, vzamejo in je zelo fajn. In luštenje, ker če imamo nekako skupno valuto, skupen denar, smo v bistvu skrb ena velika družina. In skrb smo močnejši, bolj uspešni in tako naprej. In je zelo fajn. Tako skupen denar, velika družina je bolj intimno, bolj družinsko. Če recimo posodite denar bratu, sestri, Grkom, veš, da ti tega denarja ne boš dobil nazaj, ne? Ampak je pomembno to notranje zadovoljstvo. Da si pomagal, da si probal nekako vse skupaj, si notranje izpopolnjen del. Dosti uspešnih zgodb Slovencev, ki pač dobijo službo v tujini na podlagi diplome, na podlagi rezultatov nekih mednarodnih tekmovanj, ne na podlagi nekih vez, vsekakor pozitivna stvar. Potem pri nas je brezposelnost zelo velika. Če pogledam,
nekateri to rešujejo na Štajerskem, predvsem grejo, ne vem, grejo v Avstrijo delati, nekako dobijo službo. Tudi tukaj smo zdaj blizu Italiji, je ogromno ljudi, ki delajo v Italiji, poznajo kar nekaj, en par, ki pač na črno malo pucajo po stanovanje. Ampak ne, vse je fajn, vse tudi Italijani prihajajo k nam.